Mora biti talent in trdo delo. Pač v bistvu trenutno treniram vsak dan, pozimi celo to 2-krat na dan in pa še se da biti boljši. Tako da, ko si enkrat v bistvu bolj kot profesionalec, je treba v bistvu res skozi delati in o tem razmišljati. Pa ključnico sem si zlomil, enkrat mi je kolen šel čez. Slišati je grozno. Ampak ni bil v bistvu nič takega hujšega. Bi rekel, da sem dosti nižje od povprečja poškodb na dirkača. Nisva tipična mladostnika, oba dva rada športava, tako sva se tudi spoznala. V bistvu vozil sem svetovno prvenstvo, pa zraven še faks delal. Tako da to je bilo tudi kar zabavno. Je bilo kar dosti dela. Mogoče malenkost mi je sigurno korona pomagala glede tega. V bistvu zaradi tega, ker je bilo pol vse prek interneta in jaz sem se lahko vozil na tekmo, na trening in sem samo na računalniku in pa na telefonu si prižgal Zoom in sem bil prisoten. Dragi gledalci, danes je moj gost Jan Pancar, 13. najboljši motokrosist na svetu. Je pa zanimivo, da je doma iz moje okolice, iz Čateža. To ni ta Čatež tam, ko so toplice, ampak to je ta Čatež pri Trebnjem, tako da Jan, živja. Hvala, ker si se oglasil. Hvala za povabilo. Daj povej, kako prideš, da si iz enega Čateža do 13. najboljšega motokrosista na svetu? To je pa kar obsežen odgovor. Mislim, moj oče je v bistvu že prej treniral in pa še kot majhen otrok sem bil pač fasciniran nad motorji in sem že pri 3 letih dobil svoj prvi motor. Pri 3 letih? In že vozil se z njim. Se še z biciklom nisem znal voziti pri 3 letih. Ja, jaz sem že pri 2,5 sem zvozil brez koleškov. Tako da pa na motorju pa še lažje, mislim, ni glih, ampak tako da pač sem se vozil iz same zabave, bil sem itak bolj živ otrok. In pa pač počasi tekmovati, trenirati in s časoma potem izven Slovenije, evropske, na koncu do svetovnih in tako naprej. Koliko si bil star, ko si šel na prvo tekmovanje? Na prvo tekmovanje sem šel pri 7 letih. Hotel sem iti že pri 5, ampak takrat glih 1 let preden sem jaz lahko stopil v to kategorijo, ker je pač starostna omejitev od spodaj in zgoraj. So to kategorijo ukinili, ker je bil premalo voznikov takrat. Tako da sem mogel pol počakati za naslednjo, do 65 kubičnih motor. In to je pol, ko sem bil prvič 7 star, sem šel takoj na tekmo. To je bilo verjetno neko prvenstvo v Sloveniji ali kako? Ja, državno prvenstvo v Sloveniji. In kako si se odrezal pri 7 letih? Zmagal nisem. Ne vem, mislim, da sem bil kakšen, med 5 sem bil sigurno, po moje kakšen 4. Potem pa že, mislim, da pod konec sezone sem pa že tudi podium kakšen dobil. Super. Praviš, oče je tudi treniral motokros, tako da oče verjetno pol to zaslužen, da te je na to pot zapeljal. Kako je bilo pa na začetku? Verjetno to je kar drag šport, je bilo kar koštalo verjetno vse skupaj, pa sponzorjev najbrž na začetku ni bilo pa tako naprej, ne? Ja, sponzorji so takrat šele, ko uspeš v bistvu. Od majhnega, ko si še majhen, enostavno pač nažalost je to tak šport, da mora biti starši zraven in pač biti v tem. Je kar drag šport, je definitivno dosti še dražjih, ampak je drag in na srečo sem imel tazga očeta, da mi je to omogočil. In itak brez njega ne bi nikoli sploh prišel do tega.
Koliko pa rečemo en tak motor, ki ga imaš ti zdaj, stane? Ja, težko točno cifro postaviti, ampak nekje med 15 do 20 tisoč. Ti zdaj to, mislim, to ti zdaj verjetno dajo, ti ni treba kupovati ali kako? V bistvu še vedno moram kupiti motorje, ampak vseeno dobim zelo ugodno ceno, tako da imam vseeno pogodbo za KTM. Vidim, da imaš na majici KTM, tako da sem predvideval, ja. No, ko si bil ti 7 let star, ko si bil na prvem tem tekmovanju, kako je pa pol to naprej šlo? Se pravi, potem verjetno na te državne prvenstva si hodil, ne? Kdaj si prvič bil državni prvak? Mislim, da sem bil že, ne vem, če sem bil pri 8, mislim, da pri 9 sem bil sigurno. In tudi mislim, da pri 9 sem pol šel tudi na prve te evropske tekmovanja, ki so bile tukaj, ki je bliže, recimo Italija, Avstrija, Hrvaška. In sem tudi tam začel tekmovati, tako da pol sem pa pač videl, da sem kar dober, ne, bil sem kar hiter. V Sloveniji sem bil najhitrejši, v Evropi sem bil tudi kar konkurenčen. In ja, pol pa v bistvu čedalje več, ne. Naslednjo sezono sem peljal še več tekem, mislim, da pri 10, da sem vozil že vse tekme evropskega prvenstva. Tako da potem je šlo pa sem naprej. In to pri 10, to je verjetno spet neka starostna omejitev, ne? Ne, v bistvu je od 65 je od 7 do 12. 65 kubikov. Tako, potem 85 do 85 je od 10 do 14. 125 je od, mislim, da od 12 do 18. Pol MX2 je od 16 ali 15. Mislim, da 16 do 24, MXGP je pa od 18 do 40. Ta MXGP, to je pač največ, to je to, kar ti Ja, to je voziš, najvišja, najbolj prestižna kategorija, svetovno prvenstvo, najmočnejši motorji tudi, tako da to je to v bistvu. Koliko so to kubični motorji? 450. 450. 4-takten motor. Ja, to je ta ista kategorija, v katerem je tudi Tim Gajser. To, ne. On je bil drugi, ti si bil 13. Si pa tudi že lansko leto vozil v tej kategoriji, ne? Ne, lansko leto sem vozil pa v MX2. MX2 si vozil. Prav, to je na istih prizoriščih, konkurenca skoraj isto močna. Samo da je pač mlajši vozniki pa 250 kubični motorji so, tako da tudi pač ne tako močni motorji. Koliko pa misliš ti, koliko je tukaj pri motokrosu, koliko je talent pa koliko je trening? Ja, mislim, da tako kot pri vsaki stvari, brez talenta ne gre. Ampak ja, brez dela pa tudi talent ne gre, ne. Pa ne gre, ne. Tako da ja, oboje skupaj, ne. Mora biti talent in trdo delo. Pač v bistvu trenutno treniram vsak dan, pozimi celo tudi 2-krat na dan in pa še se da biti boljši, tako da ja, ko si enkrat v bistvu bolj kot profesionalec, je treba v bistvu res skozi delati in o tem razmišljati. Mi lahko malo opišeš, kako poteka tvoj trening? So pač razdeljeni na različne recimo obdobja. In recimo zdaj smo v zimskem, to je pripravljalni del, kar je v bistvu več fitnessa, pa malo manj motorja, da se naredi pač samo bazo, da se naredi malo več na mišični masi, na moči. Potem čez, ne vem, kakšnih par tednov se začne potem tudi več te mišice spravljati, da so bolj hitre, vzdržljive. In ja, trenira se po 8-krat, 9-krat na teden. Treniram in ja, dela se skozi. Potem čez sezono je recimo dosti manj v fitnessu, je več na motorju. Tudi več je teh dni, ko počivaš, recimo zmeraj en dan pred tekmo, pa en dan po tekmi si vzamem frej dan, pač da se telo spočije, ker
tudi tekma je v bistvu najbolj naporna. Je pa kaj moč je tukaj ful pomembna, da si tudi močan? Ja, v bistvu je eden najtežjih športov glede same priprave. Že nasplošno nekateri pravijo, da je to najtežji šport nasplošno glede fizičnega. Jaz sem mnenja, da definitivno je med najbolj težkimi. Enostavno tekma je okoli 35 do 40 minut. Moj puls je na 190 cel čas. Tudi od ostalih je. Koliko časa je tekma? 35 do 40 35 do 40, ja. Ampak ni, da si na tekalni stezi in tečeš, ampak moraš motor še zraven voziti pri takem pulzu. Pa biti natančen, precizen, razmišljati nove linije, če imaš nekoga za prehitati ali pa če nekdo tebe hoče prehitati, da ga moraš zapirati. Tako da je vse skupaj povezano. Poleti je še ful vroče, oblečen si v kombinezonu, škornji, čelada, očala, je potem še vročina problem. Plus to je, da ne moreš biti premočan, ker potem si pretrt, nisi dosti hiter. Vseeno je motor, moraš biti zelo precizen in če se samo nabildaš v fitnessu, si preveč počasen in ne moreš v bistvu tako hitro obvladati motorja, ker se dogajajo stvari na motorju hitro. Tako da je pol težko delati glih prav, da ne dobiš preveč mišične mase, ampak da v bistvu nekako zlato sredino iščeš. To, kar si rekel, da moraš biti močan, pa ne da veliko moči rabiš, to si mi najbolj težko predstavljamo, ker nismo še nikoli probali, ampak jaz sem samo pomislil zdaj, če sem se kdaj po kakšnem gozdu z biciklom v dolino peljal, ki je malo treslo, koliko so me roke bolele, ampak tu sem se peljal minuto, pa je že katastrofa, tako da to zdaj pa če misliš tam pri tistih brzinah, pri motorju, da te to skozi strese, pa mora biti to res napor. Motor ima čez 60 konjev, plus narejen je v bistvu, da ima res veliko moči od spodaj, se pravi, zelo agresiven in so skozi velika pospeševanja, hitra zaviranja, na progi so jame, špure, skoki, doline, klanci in v bistvu že samo držati se gor je tak velik napor, plus potem delaš različne druge stvari gor. Tako da, kakor eni mogoče mislijo, da je samo sedeti se pa daš gas, ni glih. Ja, jaz sem prepričan, da zgleda lažje, kot je v resnici, ampak saj to je čisto vsaka stvar, tako da, ja. Je pa tvoj edini trener je oče, kakor sem nekje prebral, če sem prav prebral, Ja, za motocross je oče, za v fitnessu pa delam z Marko Tomičem, pač fizični trener, je tudi fajn, da imaš nekoga, v bistvu, da te še mogoče za eno stopničko malo bolj potisne, da se še malo več daš od sebe na treningu, ker vseeno, tudi če imaš še ne vem koliko volje, je težko čisto sam sebe skozi gnati vsak dan, tako da je tudi to zelo pomembno. Kje pa je tvoj oče toliko tega znanja dobil, da je tebe pripeljal, bi rekel, sam svetovni vrh? Ja, v bistvu lahko rečem, da je zelo pameten, nasplošno. In ja, motocross je v bistvu zelo povezan z samo fiziko in kako se v bistvu sile prenaša in tako dalje. In tudi iz tega je on dosti stvari gledal druge in v bistvu potem razmišljal s temi fizikalnimi pogoji oziroma pojavi, kako nekatere stvari delujejo. In v bistvu, ja, učiš se pa lahko največ od drugih, ko vidiš te najhitrejše, gledaš hitre, vidiš, kaj oni delajo. Ampak, ja, trener je v bistvu najbolj pomemben takrat na začetku, ko se učiš. Potem, ko pa recimo si na nivoju, kot sem jaz, je pa dosti več na samem vozniku. V bistvu v samem tem občutku, kaj ti čutiš na motorju. Trener je pa zato, da v bistvu te spremlja in gleda in recimo vidi, da kakšne stvari, mogoče kakšno napako delaš ali pa kakšno linijo vidi na progi, da ni najboljša in te tako upozori. Tako da je pol
v bistvu neki kompromisi, da skupaj prideš. Tvoj oče je najbrž letnik 69, ne? Tako je. Jaz se spomnim, en let je starejši od mene. Jaz se ga najbolj spomnim, mi smo v Šentlovrencu imeli tekmovanje v smučarskih skokih in je on zmeraj raztoral tam, ne? Ja. Zdaj se ne morem nikakor spomniti, ker takrat, ko so bili te skoki, to so večinoma vsi skakali na teh smučah z avtomati, ne? Pa zdaj ne vem, ali je on z avtomati. Z avtomati, ne? In to je kar 30 metrov so leteli, tako da to je bilo neverjetno, se ga spomnim. Jaz sem tudi prvi let tekmoval, sem bil v 5. razred, pa sem se malo preveč udrinil, pa sem že v poizkusni pol in me je orenk noga bolela, tako da nisem naprej. Ampak je bilo pa tradicionalno vsak let in vem, da je bil tvoj oče zmeraj v vrhu, no, in je zelo dober skakal, tako da... Sem tudi jaz skakal, drugače. A tudi si skakal? V bistvu zlih iz tega. Ja, mislim, tudi on je skakal, to sem videl, sem hotel probati. Tako da sem tudi par let celo treniral. Ampak ti na normalnih, na skakaških smučah? Ja, sem na skakaških. Ne vem, če ste bili, ampak tudi, ko imamo na Čatežu gor skakalnico. Vem, kje imate, ja, tam od Krvice, tam noter, vem. Tam naprej pa v bistvu je živim, ne. Tako da pol sem tudi, takrat, ko je bila zadnja tekma, to je že 10 let po moje nazaj, takrat sem še jaz skakal, sem bil, ne vem, 4., 5. Sem skočil, mislim, da čez 30 metrov, pa je bil še premalo, da bi zmagal lahko. Ja, danes najbrž takih skokov ni možno več organizirati, ker... Se ni snega. Ba dobro, tudi če bi sneg bil, ne, verjeten bi rekel, da je preosko zaradi varnosti vse, pa to vse verjeten, da je res malo nevarno, ne, tako da... Jaz se spomnim, da pri nas v Šentlovrencu je bilo to kar veliko poškodb, ne. Je bilo, ne. Tudi se spomnim, ko smo štamfali, pa je šel en poizkusno skočiti, pa seveda ni bilo še dobro štamfan, pa se je malo bolj udaril, pa se je obe 2 noge zlomil in to fej zakomplicirano, ne, tako da... Ja, ni hec, ne. Ni hec, ja, ne, tako da... Tako da vse čas očetu, no, tako da ga zelo spoštujem. Spoštujem tudi tebe. Jaz se tebe spomnim, najbolj sem vedel, da se ukvarja z motokrosom, ne se veš, to malo govorice tukaj krožijo, ne. Ampak najbolj se te pa spomnim, ko sem v enem cajtangu prebral, da si rekel, da boš svetovni prvak. Eno izjavo si mu, da boš svetovni prvak v motokrosu, drži to, ne? Ja, mislim, da vsak mora imeti cilje, za katere dela. Ja, seveda, ne, zdaj. In mislim, da pač jaz verjamem, da sem zmožen to, in ja, upam, da mi tudi uspe, ne. Henry Ford, ta ustanovitelj Forda, je rekel, če meniš, da zmoreš in če meniš, da ne zmoreš, v obe 2 primerih imaš prav, ne, tako da zdaj, če bi ti razmišljal, da ne moreš biti prvak, pol sigurno ne boš, ne, če pa, tako da mora biti taka zmagovalna miselnost, no, in jaz tudi želim, da ti bo uspelo in verjamem, tako da mlad si še. Saj do katerega leta pa si lahko voziš motokros? Ja, nažalost je kar v bistvu povprečna starost, ki nehajo voziti profesionalno, kar nizka. Ponovadi tam okoli 30 do 32 večino motokrosistov že neha. Ampak tudi so primeri, ko pa do recimo nekje 35, 36, da lahko tekmujejo pač profesionalno, da so vseeno zmožni biti konkurenčni, ker enostavno je tukaj brutalen šport, veliko je tudi poškodb. In tukaj starejši, ki si, počasneje se regeneriraš, trenirati pa pač moraš veliko in tudi potem, če so bile tudi kakšne take poškodbe, hujše, tudi začnejo kaj bolj boleti, ne. Tako da, ja, težko je biti tisti, da res lahko toliko zaslužiš v narekovajih, da res lahko, ko nehaš motokros, ne rabiš več nič delati, ne. A težko je toliko zaslužiti? Ja, ni neki ful veliko denarja v motokrosu.
Zanimivo, sem mislil, da je na tako visokem nivoju. No, mislim, so dobre plače, ampak mislim, moraš pa tudi vse, kaj se znajdeti, pa vložiti v prave stvari, da boš, ni pa, da boš imel na banki, pa vsak mesec dol imel, pa da boš preživel. Kateri so bili pa te tvoji prvi sponzorji, ki so bili prvi, ki so ti zaupali? V bistvu se mi zdi, da je bil res prvi Tem Čatež. Sem tudi iz Čateža. Tudi v bistvu od očeta, mami in oči sta delala v Temu Čatežu. Tudi jaz, ko sem bil na praksi, ko sem imel prakse v srednji šoli, in na faksu sem delal v Tem Čatežu, tako da je kar v narekovajih družinska firma. Ampak ja, oni so me v bistvu takrat prvi podprli, oziroma pokojni Andrej Bajuk me je. Ja, poznal. Tako da je v bistvu on bil zaslužen takrat, da sem jaz prvo leto, mislim, da je bilo to 2018 ali 2019, da sem jaz šel voziti vse tekme v Evropi, svetovno prvenstvo, ker je v bistvu on pokril štartnino. A štartnino se plača? Koliko pa je štartnina? 1000 evrov na tekmo. 1000 evrov, koliko je pa tekem? 20. Ampak če kupiš letne, potem 10 000. Se pravi, malo popusta. Ja. Ampak kako, mislim, kdo ti pa zdaj predvidevam, ne vem, no, ampak zdaj, ko si tukaj visok, predvidevam, da od vsega skupaj pa nekaj zaslužiš, ali se motim? Ne vem, na koncu sezone ostane kaj, ali je več stroškov, kakor prihodkov? Mislim, trenutno je v bistvu tako, da je nekje pozitivna nula. Tako da zaradi tega tudi, ker so si pa zadala začeten, da greva na vse tekme, tudi izven Evrope, se pravi, mislim, da je 6 ali 5 tekem, ena v Argentini, 2 so v Indoneziji, na Kitajskem, Turčija, naslednjo leto bo tudi v Avstraliji, in so to res veliki stroški, da si lahko privoščiš te tekme in stopal. Je tudi tako, ampak ja, s tem namenom tudi greva do sponzorjev, da mi pomagajo, da si lahko privoščim, da grem lahko na vse tekme. In ja, mislim, oni mi v bistvu omogočajo, da sploh lahko tekmujem. In koliko je pol proračun ene take ekipe, ki je tvoja? Mislim, koliko rabiš ti na leto, da tekmuješ zdaj? To je kar velika cifra, ne? Sigurno krepko čez 100 000 evrov. Ja, okoli tam 100 000 evrov se vrtijo številke. Ja, ka zdaj ne, sej pa, rečemo, na tekmovanje greš do ti, oče, pa še kdo? Ja, zaradi tega, da so čim manjši stroški, greva samo jaz in oče. Se pravi, te izven Evrope. Izven, ki so letalske. Tako. V Evropi pač vseeno v bistvu sva kot del ekipe sem jaz pa oče, potem tudi punca, mami, ki v bistvu bolj pomagata za pranjem čelade, kuhanje, tudi tako zelo prav pride. Ampak ja, oče je še vedno sam mehanik, mora pač pripraviti motor, prati med treningi. Tako da jaz pa v bistvu vozim, tekmujem. Je pa tako, da sem pol pa doma, je pa pol več namen, da te organiziram recimo te lete iz Evrope, kako se motorje pošle, te maili za sponzorji pa tako dalje, tako da si nekako razdeliva to delo. Koliko pa košta avion, motor poslati nekam, ne vem, v Indonezijo? Kar veliko najbrž, več kot človek. Ja, če bi mogli vse plačati, bi to prišlo, ne vem točne cifre, ampak vem, da je okoli 20 evrov kilogram. 20 evrov kilogram. Se pravi, 2 motorja, to je 220 kg, pa še potem kakšne gume, orodje. Ampak ja, naredili so tudi organizator, Infront, je naredil pač tak sistem, da za tiste, ki niso factory ekipe. A ti nisi factory ekipa? Jaz nisem factory ekipa. To je v bistvu... Pa imaš to pol veliko prednosti, ki si factory ekipa? Ja, zelo velike.
Factory ekipe so pač prav ekipe povezane z samim proizvajalcem in proizvajalec jih financira, poleg tudi sponzorjev seveda. In recimo pri samih motorjih, oni v bistvu imajo odprte roke, da delajo v bistvu z motorjem, kar hoče. Lahko različne gištele, materiale, karkoli se lahko spreminja. Ostati mora samo najnižja teža, kubikaža mora biti pod 450, pa zvok, se pravi, ne sme biti preglasen. Recimo jaz kot ne factory ekipa pa pač si kupim motor in kupim lahko pač dele izboljšane, tiste, ki so pač na marketu in pač s tem pol tekmujem. Če se pa vrnem na recimo, kako nam pomagajo, je pa tako, da v bistvu 350 kg dobimo, da je zastonj. Ostalo pa treba plačati, ampak zmeri pride čez, tako da je treba zmeri še kaj doplačati. Imaš pa cilj prideti v neko to tovarniško ekipo, ali kako se pravi? Ja, sigurno, pač to je glavni cilj, tudi enostavno bi bilo lažje zame, lažje bi bilo za očeta, v bistvu za vse, tudi za punco, mami. V bistvu takrat bi pa res se lahko fokusiral samo na tekmovanje, treninge, tekmovanje in to je vse, kar bi jaz mogel razmišljati, ostalo pač oni poskrbijo. Plus tudi nekaj bi bil plačen potem za to, bi bilo potem vse lažje. Pa kaže kaj, da te bo kakšna vzela, ker mlad si, perspektiven si, verjeten, če me naprašaš, mogli potencial v tebi videti, ali ne? Ja, jaz tudi mislim, da ne. Za naslednje leto nažalost ne. Ostajava isto z očetom, svojo ekipo, ampak pač moj osebni cilj je, da naredim ta preskok čez zimo, da naslednje leto res naredim neke super rezultate in da potem za 2026 dobim neko factory ekipo. Ker v bistvu tudi že letos so se zanimali malo, ampak na koncu nekako je bilo malenkost premalo. Je pa sigurno tudi minus, da sem Slovenc. Trg je tukaj manjši, da če bo recimo nek Italijan isto dober kot jaz, bojo pač enostavno Italijana raje vzeli. Tako da v bistvu točno to se je zgodilo letos. Koliko pa je ekip teh tovarniških? KTM verjeten, Yamaha? KTM pa Husqvarna, to je v bistvu ista firma. Potem je bil Gas, ampak za drug let ga ne bo več. Se pravi, KTM, Husqvarna, Honda, Kawasaki, Yamaha, pol je Beta, pa naslednje leto bo še Ducati. In to ima po enega ali po dva? Po dva dirkača. Twist na eni ima tudi pa enega, kakor kje. Prej si omenil tudi poškodbe. Kako si pa ti s tem poškodbam šel čez? Si imel kakšne hujše? Nisi imel? Na srečo, dokaj nisem imel nekih hujših poškodb. Enkrat sem si v bistvu zlomil 4 stopalnice v nogi, stopalo, no. Pa ključnico sem si zlomil. Enkrat mi je kolen šel čez. Slišati je grozno. Ampak ni bil v bistvu nič takega hujšega. Bi rekel, da sem dosti nižje od povprečja poškodb na dirkača. Tako da ja, zdaj zadnjih par let nisem v bistvu nobene take hujše poškodbe. Tako da upam, da bo še dolgo tako naprej. Kako pa je to balansirati, rečemo, ne? Zdaj, verjetno je pa nekdo, bi rekel, v narekovajih malo bolj neumen, pa malo bolj tišči, pa je mogoče malo boljši, sam pol se poškoduje, oziroma kako ti ta balans najdeš, ker verjetno bi lahko še malo bolj tiščal, sem bi, ne vem, pa za poškodbo pa 3-krat večja možnost bila, ne, tako da... Ja,
Točno tako v bistvu je res. Da se mogoče kakšno tekmo speljati, tako da daš nekaj več, ampak enostavno celo sezono je skoraj nemogoče tako odpeljati, da boš pač nekaj čez sebe šel. Tako da je pol res ta nek kompromis, kako biti čist na tisti meji, brez da greš čez, da ni teh poškodb, ampak da si pač najhitreje, kot si lahko. Kako je pa, nam lahko zaupaš kakšno dogodivščino? Jaz sem večkrat tudi bral, poslušal o tebi, pa se jih mu kar nekaj, da si nekaj oči zalepil, pa take zadeve. Tega verjetno je kar dosti, tako da daj nam zaupaj kakšno zadevo. Ja, ta je kar zanimiva, ne, zaučam. Enostavno bila je... Kako se ti ta uč sploh, kako kri ti je začela teči, ne? Ja. Ampak pod čelado, kako je to možno? Imeli smo tekmo, takrat sem bil star, ne vem, 13-14, bil je pa v bistvu pokal narodov mladinski in smo v bistvu za Slovenijo 4 skupaj vozili. In v soboto, ko smo imeli kvalifikacijsko dirko, sem po štartu, po prvi ovinek je bila ena dolga ravnina in tiščim na poln gas, en je bil pred mano in sem naenkrat kamen. Znači, v redu, mi zdaj ok, gremo naprej, pač normalno vozim naprej in vidim, da čez, ne vem, 15 sekund, da se kar v očalih kri nabere not. In je prav lila, vse je bilo pol krvavo, pač naredim tisti krog do konca, se pripeljem pač ven v mehanično cono, prebita arkada, ne, se vidi. Ampak kako je, Čez šipco, čez očala mi je prebilo čez in... Čez šipco očala. Oziroma, tako je naredil, da je, kaj je šipca, je tukaj not pretev, da je ven spolilo in mi je pol šipco tle noter pritisnil v oč in mi je to prerezano. To te pa... Ker je pa sobote in nedelja tekme, sem šel pač se preoblečiti, z rešilcem šivat. So mi zašili, mislim, da 4 šive. In super. Mislim, malo je bolel, videl sem normalno, grem spat, se zbudim zjutraj, tudi odprt oč nisem mogel, tukaj mi je zateklo. Kaj narediti? Več probam, bomo pa pač z trakom zalepili tako gor, da bo pač tiščalo, ne. Sem ni šlo najboljš, ne. Tu je zdržal par krogov, pa ko sem pač za Švico, je pa... Ja, pa se je malo popustilo, pa... Se je popustil in v bistvu sem takrat 2 vožnje vozil z enim očem in mi še zdaj ni jasno, kako sem takrat lahko sploh tako dobro vozil. Mislim, sem bil 5. ali 6. Pa to je bil... Ker zdaj že po stopnicah z enim očem je malo... Z nimaš tako dobre percepcije za globino in potem pri takih skokih pa jamah, če ne vidiš dobro, mogoče pa še boljš, malo manj vidiš, da vse bolj ravno. Res, ja. Še kakšna taka dogodivščina mogoče? Čakaj, premislim. Imamo cajt. Se ti spomniš kaj? Verjetno sem več tazga. Sem videl, ne. Mislim... Ima blatna, nekaj delka, kaj je blatna. Kjera? Svitek z nogami večino pomagal. Kjera to? A je zdaj letos? A se to ni več tazga. Recimo, ne vem, a je tu, ko sem recimo mi je šel gležen, mislim, kolen čez, to lahko malo povem. No, daj. No, mislim, ena izmed stvari je pa tudi, ko mi je pač kolen, ta je čez, ne. Kaj to pomeni kolen čez? Ja, ta del noge je bil takole. Kako je to sploh možno? Ja. Kolen se čist razmontiral, ali kako bi po domače bilo? Na konci je bil brez poškodbe. A ja? V glavnem bil sem na treningu pri Timu Gajserju, na njegovi progi in je bila ful špur in sem nekako zgubil malo ravnotežje in nisem se peljal proti eni meji, ki je bila neke take višine in jaz sem hotel z nogo se pač kar kot odriniti stran, da bom nazaj se postavil
je pa takrat tudi balanco mi zapelo in je balanca sem prišla, jaz sem pa čez motor letel in sem prav čutil, tukaj je noga na tleh ostala, jaz pa naprej čez. In kaj, jaz sem mislil, da sem zlomil nogo najprej, sem mislil, da je tlele češla. Pogledam, dobro. Bolel je drugače tako, ne, da. In potem sem šel tudi na magnetno. Pa so rekli, da je vse ok. Vse ok. Bilo je pač malo vneta tle kost, pa hrustanc malo udarjen, pa to. Ampak v bistvu normalno sem čez en teden že treniral. Tako da ja, sem kar srečen s tem. No. Kako imaš pa odnos z drugimi dirkači, rečemo, ali s Timom Gajserjem in tudi z ostalimi, ste to prijatelji, se družite kaj, kako je to v teh vrhunskih športih? Ja, ni glih tistih čist pravih prijateljstev, ne. Stavno pač, kad enkrat tekma, je to borba, ne. Ja, logično. In drugače z Timom smo prijatelji, kolegi, no. Dostikrat se pač tudi na samih tekmah se veliko družimo, dostikrat gremo pogledat pač skupaj progo pred tekmo, kaj kartamo zvečer. Tako da ja, s Timom se super zastopam, da bi pa kaj rekel s kakšnimi tujci, pa se pač daj tako kaj pogovarjamo, ampak ni tistih prijateljstev. Še tole me zanima, sem te pozabil vprašati, kako je pa, rečemo, dobiš pa tudi država, ki sponzorira? Ja, v bistvu pokrije stroške za pokal narodov, ki jih imamo. Pol kot krovna organizacija AMZS, tudi nekaj pomagam, ampak definitivno bi bilo lahko več, no. Nažalost tudi, mislim, ni da je za AMZS kriv, ampak tudi sama država njih ne financira toliko, ko bi jih lahko, in potem enostavno ni denarja, tako da je kar kruto tukaj v Sloveniji. Kaj pa tvoji sovaščani pravijo na to, navijajo zate, te podpirajo iz Čateža? Ja, itak, absolutno. Dostikrat, ko perem odzunaj motor, pa pride kdo mimo, pa malo sprašuje, sem gledal na tekmi, tudi je šlo tako da, ja, vsi spremljajo in ja, je lepo videti to. Ja, se verjamem, se ne moreš misliti, da za enega Čateža, da je nekdo prišel toliko daleč, tako da meni je to fascinantno, ne, sej, rečemo, ne vem, dobro, se tudi Trebnje, če gledaš, ne, rečemo, dobrih rokometašov je dal, ne, ki igrajo vse nekje po Evropi, ne vem, mogoče več kaj en München, ki ima 10 milijonov prebivalcev, ne, Trebnje jih ima pa koliko, 5000, ne vem. Če gledamo na število prebivalcev, bi rekel, da skoraj ziher več. Že, mislim, nasplošno Slovenija, če gledamo na število prebivalstva, mislim, da mi pač najboljša država glede športa. Ja. Zakaj pa misliš, da je tako? Dobro vprašanje. Mislim, velikih pravijo, da ker smo majhni, da smo bolj zagriženi. Se mi zdi, da ni to spet tako resno. Tudi drugi so zagriženi, tudi drugi si želijo. In ne vem, zakaj bi bila taka razlika. No. Res imamo, skoraj vsaki panogi imamo vsaj enega, ki je pač pri vrhu. In ja, mislim, noro v bistvu, ampak ne vem točno, zakaj bi bilo. Mogoče je res nekaj na tem, da smo malo bolj zagriženi, ampak mislim, da ne spet toliko. No, jaz pravim, za tudi podjetnikov imamo veliko uspešnih, ne, pa jaz tako malo v hecu, malo pa tudi mislim, da je res, ne. Pa mislim, da je tudi to, ker smo malo navoščljivi, ne, in če ti tekmuješ s sosedom pa z drugim, ne, je to najboljša motivacija, ne. Ja, ker ti te motivacije zmanjka, ne. Jaz moram, ko sem bil mlad, ne, to samo cilje, veš kakšne, da ne moreš verjeti, ne, in me je gnalo, ne, rečemo, zdaj pa teh ciljev zmanjkalo, pa ni, ne,
Pa, tle, ko sem kam bolj delež težko prideti, ne, če sem čisto iskren. Ne. Tako da po mojem je tudi morda nekaj na tem. Ne vem, ker to res, en razlog po mojem mora biti čudno, da smo brez tako dobri. No, tako da, mislim, ne vem, kolesarjenje, smučanje, skakavci, plezanje, ja, mislim, noro. Pač tima imamo večkrat svetovnega prvaka. Koliko je pa tim star? 28. Se pravi, 6 let je mlajši od tebe, ne, ti si 22 star. Ne, sem 24. 24. 4 leta je razlike. Čakaj, ne vem, pa sem na Wikipediji to prebral. Ja, narobe. Narobe piše. Ne vem, kdo je pisal to Wikipedijo. To Wikipedijo mislim, da lahko vsak popravlja, ali kako je, registrirati se moraš, ne, in zgleda, da je pol en narobe napisal, ja. V tem motošportu so zmeraj lušne punce, kako je pa s tem? Je, odkar si tako dober, vidim, da imaš resno punco, ampak so tu še kakšna drugi pritiski. Ne, mislim, sigurno ne škodi, da si dober športnik, ne. Ampak ja, so tudi kakšne lušne punce, ampak ja, mislim, punca so v resni zvezi, tako da na koncu v bistvu me niti ne zanima, kaj je okoli proge ali pa karkoli, tako da ja, mogoče za tiste, ki so samski, pa jih tu mogoče je dodatna motivacija. Mogoče res, ja, čeprav če ćeš biti tako dober, ko si ti, najbrž moraš biti tudi kar fejs koncentriran na motocross, pa moraš vse druge stvari mečkan na stran dajati, ne, tako da. Kaj si pa ti drugače po izobrazbi? Diplomiran inženir strojništva. Pol se malo to spopada. Ja, vse to. V bistvu vozil sem svetovno prvenstvo, pa zraven še faks delal. Tako da to je bilo tudi kar zabavno. Je bilo kar dosti dela. Mogoče malenkost mi je sigurno korona pomagala glede tega. V bistvu zaradi tega, ker je bilo pol vse prek interneta in jaz sem se lahko vozil na tekmo, na trening in sem samo na računalniku pa na telefonu si prižgal Zoom in sem bil prisoten. Pač na koncu sem se mogel pa vse naučiti za sam izpit oziroma kolokvij, tako da ampak glede tega Zooma je bil pa sigurno mi lažje. Kako je pa bilo, ko je bila korona? A je kar ena sezona odpala ali kako je to bilo? Se že ne spomnim čisto dobro. Ne, je ostala. Je ostala. Smo se mogli pa testirati non-stop, pa zelo so bili poceni te testi, ne? In vse smo mogli sami plačati. Mogli smo se testirati, ko smo šli od doma, se pravi, ko si prišel, si mogel imeti negativen test, PCR seveda, ne hitri. Pol ko si prišel še enkrat in pa takrat so tako naredili celo, da so bile 2 tekme zaporedoma na isti lokaciji, se pravi, ali pa celo 3 je bila, ena v nedeljo, sredo, pa še enkrat v nedeljo, da smo bili na isti lokaciji, da smo kao izolirani, ne. Tako da pa si mogel pa še enkrat med tednom narediti še en test. Tako da takrat smo tudi za tiste teste lignare porabili. Pa še skozi si najbolj živčen bil, če je vse ok. Nikoli ne veš, ne. Ja, ker če bi bil pozitiven, te ne bi pustil. Ja, ne pustijo pa, ja. Tako da, ja, sigurno ni bilo idealno. Jaz se spomnim, da je enkrat ven informacija prišla, da so MotoGP odpovedali, ne. Takrat sem jaz rekel, tule zdaj pa bo nekaj resnega, ker če so pa tudi povedali, ne, pa res mora biti. Nisem bil takrat na enem potovanju v Indoneziji, sem tudi prečasno domov prišel zaradi vsega tega in dobro, da sem, ker letalo, ki sem mu rezerviran ga za nazaj, sploh ni šel, ne, tako da je bilo, ne, ampak ko sem bil tam v Indoneziji, nisem to nič resno imel, razen, ko sem to slišal, da so MotoGP odpovedali, sem rekel, Madonna, tole zdaj lepo mora biti nekaj resnega. Ja, ker to ne bi kar tako odpovedali. Ne bi, ne. Se pravi, pol ni nobena sezona odpala. Mislim, je bila
ne vem, če mogoče konec sezone, ki je bilo, ampak pol tista naslednja, ki je bila med korono, je bila spremenjena. Se opravičujem, ker motem. Čisto kratek bom. Želim ti samo povedati, da takih intervjujev, kot je ta, bo na mojem YouTube kanalu še veliko. In čisto vsak teden bo nov intervju. Imam že dogovorjeno z veliko zanimivimi gosti, tako da jaz ti predlagam, da si pogledaš tudi vse moje naslednje intervjuje. Če želiš biti preko maila obveščena za te najbolj zanimive intervjuje, ki jih bom imel, v opisu tega videa najdeš link, pa ga klikni in tam spoln obrazec in za tiste najbolj zanimive intervjuje, ne za vse, sem za tiste najbolj zanimive, ti bom poslal mail, da ga slučajno ne pozabiš pogledati. No, vse te zveste gledalce bom pa občasno koga nagradil za kakšno lepo nagrado. Pač nekoga bom izžrebal, da bo dobil kakšno knjigo, majico ali pa kakšno drugo lepo nagrado. To sicer ni nagradna igra, da bom zdaj to kar reklamiral. Vi, ki tole gledate, ste edini, ki veste za to nagrado. In namerno nisem dal tegale obvestila čist na začetku, ampak sem ga dal bolj proti koncu, zato da se boste na to, se pravi na te novice, prijavili samo tisti, ki vas teli intervjuji res zanimajo. Tako da, še enkrat, v opisu tega videa imate link, kliknite ga in izpolnite obrazec in enkrat ali pa dvakrat na mesec boste dobili od mene mail o nekem novem, zanimivem intervjuju. Mislim, da je bilo tudi manj tekem, mislim, da je bilo 16 namesto 20. Ja. Pa pač bile so enodnevne namesto 2 dnevnih, pa tako da je 3 v enem tednu na istih lokacijah. Se pravi, je bila drugačna, ampak vseeno so pač speljali svetovno prvenstvo. Imaš še kakšne hobije, ti tu sploh dopušča čas? Ali? Ja, ni veliko časa, ampak v bistvu takrat, ki ga imam, pa grem pol malo na otočice ali pa kam drugam golf igrati. Golf igraš. Ja. Tudi sem treniral, ko sem bil mlajši. Pa še rokomet sem, tako da smučarski skoki, golf, rokomet, motocross. Na koncu sem se odločil za motocross, kar je logično, ampak ja, zdaj, mislim, da 2 leti nazaj sem spet začel malo več golf igrati. V bistvu se mi zdi, da je, meni odgovarja, je bolj tak relaksacijski šport, v bistvu in tudi neke vrste. Tisti dan, ko imaš počitek, je nek aktivni počitek, bi lahko rekel. Čeprav tudi golf ni tako enostaven, ne? Ker jaz sem ga enkrat šel probat, tamle Paračem selo, ki je še bilo, zdaj ni več, če se ne motim. Mislim, da je še. Je še. Enkrat na let se tam pelem, pa vem, da sem enkrat nekaj gledal, pa mi ni bilo videti, da je. No, in tisto žogco zadeti ni lahko, posebno, če češ mečkam bolj udariti, tako da... Ja, jaz sem v sreči, da sem takrat treniral, ker sem se pač naučil teh osnov udarca in pol, ker sem, ne vem, po 10 letih spet prišel, sem že takoj prvo žogco pač zadev, zdaj sem rabil pa spet čas, da sem bolj naštudiral, da sem bil bolj natančen, bolj konstanten, ampak ja, se mi je postal ta swing, pa te osnove, kar si starejši, je dosti težje se naučiti, pa si nek otrok. Koliko si bil po rokometu dober? Takrat sem igral s temi do konca osnovne šole, se pravi do starejši dečki sem prišel. Takrat sem bil ena generacija pod Kotarji,
Tako da mislim, da smo večkrat smo prišli top 4, smo bili večkrat. Nisem bil pa zdaj najboljši, ampak bi rekel, da sem bil nekje zlata sredina same ekipe. No. Ja, no, saj to kaže definitivno bolj pametno, da si se za motocross odločil, ko si pač tako daleč prišel. Ja, v bistvu za rokomet sem tudi tako si vzel. Na začetku me je zanimal, pa s časoma sem ga imel bolj kot za nek trening tudi. No. In nisem tako posvetil časa pač za razmislek, kako bi bil boljši, kot sem ga recimo v motocrossu, se mi zdi, da tudi to dosti vplivalo. No. Kaj boš pa delal po končani sezoni? Imaš to že kaj v glavi? Mislim, imaš že kakšne plane? Sezona je že konc. Ne sezone, karieri, pardon. Ja. Ja, trenutno še ne, sem še kar mlad, ampak sigurno neki se bom znajdel. No. Pa misliš, bo kaj v povezavi z motocrossom, da bi bil komu kakšen trener? Ja, po moje najverjetneje kaj v tem smislu. No. Mislim, da je to tudi najbolj logična pot, če sem si pač ustvaril neki ime v tem športu, je pač pametno tudi pa to izkoristiti. Ne. Mogoče proba tudi to faks iz strojništva nekaj povezati mogoče s tem, z motocrossom skupaj mogoče nekaj ustvariti. Tako da ja, mogoče bo kakšne ideje že med kariero prišla, pa bom pol počas, ampak ja, trenutno bo se bolj fokusiran sem na tekme. Super. Zdaj te pa še par stvari vprašal glede socialnih omrežij. Imaš svoj Instagram pa Facebook profil, ne? Ja. Na Instagramu imaš 10,000 sledilcev, na Facebooku imaš 4,000 prijateljev, page niti nimaš, ali ga nisem jaz najdel? Imam page, ampak je kot od ekipe page. Aha, kot od ekipe ja. page. Ne? Sem pač, imel sem prej kot svoj, ampak pa sem pač rabil, da pač bilo je kot pogoj, da moraš, če imaš svojo ekipo, da moraš imeti tudi neko stran. In sem pač preimenoval in je pol od ekipe, ampak jaz sem pač edini voznik in pol je v bistvu isto. Koliko pa imaš tam sledilcev? Mislim, da je to tam okoli 5,000. Pa te to, kar objavljaš, te to nujno zlo, ali vidiš tudi tukaj kakšen potencial za kakšen evro zaslužiti, ker Team Geiser ima 423,000 sledilcev, ne, in verjetno je njegova objava pa že nekaj vredna, ne. Ja. Zdaj mislim, da ta Cristiano Ronaldo, ne, da on računa za objavo sponzorsko, dobro, to so čisto neke druge cifre, ne, ampak mislim, da je $1,200,000, se pravi €1,000,000, ne, tako da je kar dobra tarifa. Ne? Dobra tarifa, no, ampak dobro, ne mislim, da bi ti do te prišel, ne, ampak glede tega, da imaš, namreč jaz se s tem ukvarjam, zato te tudi to vprašam, ne, ampak ti imaš možnosti, rečemo, tega dobrega kontenta producirati, kakor češ, pa zanimivega, to, ko z motorji skačeš, pa tako naprej. Sem videl, eni videi imajo zelo veliko gledov, ne, ampak jaz mislim, da tebi je zelo dosegljivih, čisto bom rekel, na dokaj enostaven način, ne 100,000 sledilcev. Glih to sem tudi s punce začel malo več o tem razmišljati, no, da bi malo več se posvetil to, mogoče tudi začel kakšne te bolj kratke vloge snemati. Se mi zdi, da je to ljudi zanimivo, ker ni velikih nas, mislim, v bistvu sem skoraj edini, ki vozi svetovno prvenstvo sam svojo ekipo, da bi v bistvu to plat neko pokazal. Bi bilo mogoče pač to zanimivo gledalcem. In ja, pač v tem času so pač socialna omrežja ful pomembna. No. Se vidimo, da pač te influencerji, ne, če z grdo besedo rečem, služijo lahko tudi več kot športniki v bistvu pač z objavami. Tako da
se zavedam tega in tudi, bom tudi začel še malo mogoče čim več probati v tej smeri, ker tudi tako lahko kakšen evro oziroma kakšen sponzor ga ujameš, pride, kar bi pa itak mi ful pomagal za sam motocross in vse skupno. Ja, ker jaz rečemo imam na Facebooku 110,000 sledilcev, ne, tako da če sem jaz do tega prišel, moraš ti 3-krat lažje priti, siguren, ne, v svetovnem vrhu si, pa tako naprej, jaz ti predlagam sem neke dobre videe objavljaj, ker je pa konstantno, je pa video seveda veliko boljše video, kakor slika, ne. Ja, pa to, če sam kaj poveš, ne, to jaz dolg časa nisem razumel, ne, gledaš profile od nekih žensk, na vsaki sliki je ona, ne, si rečem, pa kaj ima tle sploh smisla, včasih nisem to zastopil, ne, ampak ljudje večkrat, kad te vidijo, bolj se navadijo na te in te pol spremljajo. Še bolj je pa zdaj to zadnja leta, ki je video prišel, ko se bolj video objavlja, tako da pač nekaj poveš, ne, tako da jaz tudi tle rečemo, ne vem, vidim eni v Sloveniji s tem podcasti, tako ka jaz ustrajajo še na ta način, da je brez slike, ne, ampak ni noben uspešen, ker ljudje raj vidijo, da tle dva sedita, da jih lahko še pogleda, pa čeprav mogoče bo sem na začetku videl, pa bo pol sem poslušal, ne, ampak tako pač to je, ne. Imaš možnost oboje, ne, lahko pač poslušaš, ko se recimo voziš z avtom, ali pa lahko gledaš pač zvečer, ko si na telefonu, oziroma lahko pol tudi delaš te kratke videe, ko sem pri tepih že tudi videl, recimo na TikToku, te izseke, ne. In tam pa, če hočeš to imeti, mora biti video, ne moreš dati samo zvok, tako da je to kar pomembno. Sem tle te tvoji skoki, pa tako naprej, pa tudi človeka, da dobiš ti sledilce, ne, mislim, kaj bi mene zanimalo, pa tudi glede, da že dolg časa tu delam, vidim tudi, kako drugi delajo, kaj ljudi zanima. Ti na vsako dirkališče, ki pride, če bi, ne vem, da par storij objaviš, rečeš, evo, zdaj sem pa sem prispel, pa pokažeš pa svoj motor, pa pol, ne vem, ten punca posname, ki se zapeleš, pa tako naprej, ne, pa ne vem, pa verjetno tudi kakšen GoPro imaš. Nimam, ampak tudi to lahko. Ja, to če daš gor na balanco, to po mojem mora biti hudi posnetki za znort. Ja, sigurno. Ne, tako da to se mi zdi, da en mali del časa se splača vložiti, ne, v to, ne. Kakšni so pa načrti za naslednjo sezono, kakšen je tvoj cilj, kam prideti? Mislim, cilj je, da res, sem že prej omenil, v bistvu čez to zimo, da res v bistvu še več naredim na sami fizični pripravi, probam še več trenirati, da res naredim ta preskok, ki mi manjka, da v bistvu biti med prvimi v bistvu. Že zdaj sem bil zelo blizu. Parkrat, zdaj v zadnji konc sezone sem 4-krat zaporedoma bil 4. na čas na krog in v bistvu vsakič okoli sekunde ali pa celo še manj do prvega, se pravi, to je v celem krogu 10 metrov ali pa še manj, ne. Tako da razlike so res majhne in se zavedam tega in zato tudi sem motiviran, da bi res to zimo res čim več naredil, da probam narediti ta preskok in pač, če mi rata, se mi zdi, da potem neka factory ekipa in res ta prava profesionalna karijera mi navidena. No, jaz je to vsekakor želim. Katera je bila pa tvoja najboljša uvrstitev v tej sezoni? 5. mesto. Skupno sem bil 5. mesto, sprav 2 vožnji so, ne. Bil sem 5. pa 7. se mi zdi, za 5. skupno. Takrat v bistvu nekako se mi je poklopil dober štart, vozil sem tako, ko sem znal in sem bil 5. Tako da mislim, da je to ful velik rezultat. Nasploh že to, da v bistvu tam nekje do 20. mesta ali pa še več ne vidiš nobenega, da sta oče pa sin z ekipo in sam dirkajo. Vsi so v nekih ekipah, tudi če niso factory ekipe, so ekipe,
ki ima ljudi za sabo, da je res še vedno tekmovalec, sem tekmuje. Ne. In mislim, da je to res bil res velik rezultat. Tudi večkrat sem se med 10 uvrščal v samih tekmah, ampak ja, bila je tudi prva sezona. Ne. Na začetku sem se še malo lovil, tako da pa sama skupna vrstitev ni bila tako visoka, kot bi lahko. Ne. Veš, kaj mi je zdaj na misel prišel, ker sem ti pa oče, ne. Dajte vidva tole, mislim, da imačkan snemej, da imaš tu arhiv, ti če še enkrat svetovni prvak, kar verjamem, da boš, veš, ko bo to zanimivo in spomin, da imaš in mogoče bo kakšen dokumentarc od mama naredili in tako naprej in da imaš neke, ne, da imaš neke posnetke, da te nekdo vsaj malo posname vaj, pa tako, da so neki spomini, to mislim, da morate nujno narediti, no, ker vama bo lahko ful prav prišlo. Ja, v bistvu, ja, dobro ideja. Jaz zdaj gruntam, ker sem kje bil, pa ni to nič posneto, pa sem bil na nekih zanimivih krajih, ne. Ja. Tako da to pa še, ne vem, pa še krat 10, ne, tako da... Ja, sigurno, mislim, ja. Super ideja, ne. Ja. Dragi gledalci, zdaj se nam pa pridružila še Lana, punca od tega gosta. Se pravi, daj ti meni povej, kako je pa biti punca tazga vrhunskega športnika. Verjetno so plusi, minusi. Ja, odkar smo mi z Janom skupaj, mislim, da se je življenje obrnilo kar tako za 360 stopinj. Siguran se je treba veliko prilagajati, ga veliko podpirati. Motocross je res družinski šport, ampak hvala Bogu so oba dva bolj, tako kako ne rečem, nisva tipična mladostnika, oba dva rada športava, tako so se tudi spoznala, da sva skupaj trenirala. Kako so se spoznala? V bistvu sva v isti fitness skupaj hodila in ja, si deliva hobije, ne vem, tudi tako, no, kar rečem, on se sprošča nekako z golfom. Jaz se še nisem navdušila za golf, ampak mu vedno delam, skoraj vedno, če imam čas, družbo, grem na kakšen sprehod, iščem žogice, če je on kakšno zgubi. Drugače pa ja, sigurno je malo kdaj smotan, ker je pač on odsoten, jaz še delam faks, zdajle magisterij politologije, končujem, ampak kjer je volja, tam je pot in mislim, da dokler en drugega podpirava, pa se imava rada, da greva lahko sam še na gor. Koliko časa pa sta že skupaj? Ja, kmalu bo 1 leto. Super. Kako pa ga spremljaš na vseh tekmah najbrž, ne? Na kakšni pa verjetno ga spremljaš? Ja, v bistvu grem kar na večino tekem, no, na tiste, ki grem lahko, se jih udeležim. Drugače pa ga cela moja družina podpira, ga pač spremljamo od doma. Nedelje so bile včasih za pospravljanje, zdaj so za motocross. In ja. No, super. V teh destinacijah kot Indonezija, pa to verjetno nisi bila, ker je to gdele, čas je to bila. No, v Indonezijo sem šla, mi je to Jan omogočil. V bistvu zato, ker so bile 2 tekmi skupaj in je en teden vmes frej in smo si vzeli v bistvu čas kot malo za dopust, ker drugač ni skoraj časa, ker imamo tukaj natrpanih tekem, da v bistvu sploh nimam časa, da bi šel nekam na morje čez leto. Tako da smo pa tako izkoristili in si vzeli malo dopusta. V katerem kraju v Indoneziji pa so tekme? V Lomboku. Lomboku. Letos, ja. Drugo leto bo tudi ena v Sumbavi, ena pa v Lomboku. Sumbava je otok, ne? Ja. Malo naprej do Lomboka. Tako je. Na Lomboku sem bil, sta bila kaj razočarana, ko so plaže polne plastenke. Pa še česa drugega. V katerem kraju na Lomboku je pa vse to? Čiste zahodni. Zahod, se pravi proti Baliju ali... Ja,
Kota ni. Ne vem, kako je ime. Kako pa je bilo res? Maratan. To sem jaz pozabil Je te nek ta kraje. Tako da. Ne, ni. Ne, Merumata, tisto je bil hotel, mislim, v bistvu sklop hišic. Pogledam. Jaz vem, da ko sem prišel na Lombok, ne, in sem motor, jaz ponovadi skuter najamem, pa se pol okoli vozim. Ne. Najboljše. Samo jaz sem bil glih v deževni dobi, tako da sem v 3 dneh me 2 dni dež ujel. Ne. Ampak sem pada pol urce, ampak moker si, ne, pa je sranje. Ne. No in se spomnim, da ko sem šel prvi dan in pol tam jaz v daljini vidim en lep zalivček, sem rekel, to bo super plaža. In noter pridem, to ni bilo 10 ton plastenk, to jih je bilo po mojem 100 ton. To so bile same plastenke, druga pri drugi. In pol moraš iskati zaliv, da je tak nekako tako zaprt, da tiste plastenke noter ne pridejo. Ne? Tako da to je bilo kar Prav sem imel Matarami. Res? Ok. Tle čist Aha, na zahodu. ja. Ja, drugače pa pač enostavno, tudi sama sva gledala, se ni nikjer kant. Ne, že Ja, to. Če imaš kaj za v kanto vršt, nimaš kam dati in tam je pri njih pač normalno, da to pač vržeš, ampak je škoda v bistvu, ker drugače je ful lepa dežela. Ja, je lepo. In če bi res malo bolj čistil, bi bil še toliko lepš, ne. Drugače smo bili prav v enem rezortu, je bilo ful lepo, no. Ja. Ampak ja, te smeti pač na plaži, pa pol res malo uničen ta vibe. Mislim, da je problem, ker so toliko pa toliko let še vseeno za nami, niso še toliko razviti, si zaradi tega tudi privabljajo toliko turizma. Bali je zdaj že Čisto turistično. gužva, ne, kako naj drugače sploh rečem. Ja. In ja, mislim, da se bo zdaj to počasi skozi leta postopno gradil. Lombok, potem pa ta zadnji, se mi zdi, da je ta Sumbawa. Ja, pol je še Flores, se mi zdi, ta zadnji je pa Nusa Tenga, ki se je odcepilo od Indonezije. Ne. Drugače sem bil v Indoneziji, sem bil 3-krat, ta prvič, ne ta drugič, sem bil 2-5 in sem bil na Floresu, to je 2-3 otoka naprej. Tam imaš tudi niste šli pogledat Komodo otoke, ki so tisti kuščari veliki, kot Martinček, ampak 3 metre dolg, ne, tak, kar malo nagraben za pogledat, ne. Malo nismo imeli toliko časa, ne. Ja, ampak jaz, ko sem rečemo tam, pa smo šli izlet s tisto ladico, ne, to je bilo vse tako, bi rekel, dokaj čisto, ne. Letos sem pa tudi potem šel iz Lomboka, sem šel z ladico do Floresa, to je bil 3-dnevni izlet, 4, in sem bil razočaran, od odprtem morju plava plastika, ves sranje in sem rekel, tu so vse zasrali, to je za znort, ne, tako da. Ja, zato je pa tudi tako nažalost, da tudi če se mi tle v Evropi, ne vem, koliko trudimo z Nič ne pomaga. onesnaževanjem, pač ne pomaga veliko. In tam je čist najbolj normalna stvar, da človek plastenko tako da vrže, kjerkoli, nima čist nobene veze, ne, tako da. To je mogoče ena od teh stvari, ki bi jih lahko izpostavila, da koliko dejansko je treba biti previden, ko se dejansko vsi motokrosisti grejo za 2 tedna tja in potem kaj jesti, ne. To vem, da v prejšnjih sezonah je bilo dosti zastrupitev in potem. Pač se že minimalna zastrupitev, pač lahko tistih par procentov vpliva na te, na moč. Ja, in to na takem nivoju je ful, ne. No, kaj si pa jedel v Indoneziji? Ja, vse v bistvu, tudi zobe, ki sem si umil, vse iz plastenke, polival vodo, pač pol jedel sem v teh kao evropejskih restauracijah, nisem jedel solate, nič, ker da ni slučajno pol, da brez leda stvari, ker ne veš, če mogoče dajo led iz navadne vode. Ampak ja, vseeno, tudi ker take stvari je še vedno, je bolj, Riskantno. je vseeno bolj mehk. Ja. A sta kakšno tržnico šla pogledat?
tako na vasi, to je zanimivo. Na vasi pa ne. Ker če ti vidiš, pol ne moreš nič jesti. A je tudi hrana taka? Mislim, hrana. Jaz moram reči, da nad hrano nisem bil hudo navdušen in sem zmeraj iskal neke riž pa zelenjavo. Tako da je to neke njihove specialitete mi niso bile všeč. Spomniš, ko smo se mi pelali na progo na levi, ki je zmeri tukaj smrdele. Ja. Tržnica s hrano, smrdel pa po dreku, tako da. Ja, ali pa kanalizacija, ne, to je tam. Pa končki, pa tako še čist drug svet. Recimo primer je bil, sva neki motor jihtala, pa so imela olje in greva tiskal enega Indonezica vprašati, kam naj to dava. To je zli na tla. Tako da ni, on je to sploh. To jim sploh. Ne. Jim ni, če bi jim ti nekaj razlagal, ne? Jaz se tudi ravno v Indoneziji spomnim, sicer je bilo pa na otoku Java, spomnim, ko smo na avtobusu bili in je tam ena ženska celo tam tisti pločnik, ki je imela neko prodajalnico, ne vem, ko je prodajala, je celo čistila malo okoli tiste par kvadratov. Ampak pa človek iz avtobusa plastenko vrgel, ki je sicer pol ona poslovna, mislim, pa mu ni nič rekla, ker je to normalno, ne, tako da. No, pa sadje sem veliki v Indoneziji, to sem, rambutan mi je ful dobro, sta to provala, tak rdečo, rumeno, nekaj take ima, nekako velikost bi rekel, ka neka breskva, pa malo ven, ka neki laski, pa odpreš, tako odpreš in je noter pol nekaj tacga belga, tako malo na pomaranča mogoče potegne meni. Recimo zanimivost, jaz sem se zdaj spomnil. Letos sem tudi dirkal na Kitajskem. In tudi recimo kako smo se prej pogovarjali, kakšna je razlika med evropejskim življenjem pa tam, ne. Recimo posod so kamere, že na letališču imaš prav TV, kjer ti kaže, kako oni mečejo gor potovalke. Vse je pod kontrolo, da ne bo noben kaj s tvojo potovalko delal. Potem, ko si v restavraciji, imaš TV, več teh kamer in gledaš lahko v kuhinji, kako delajo. Take stvari. Pa recimo na tekmi nismo sploh smeli imeti pri sebi bencina, si mogel pač iti na nek prostor, ki je bil malo oddaljen stran in si imel tam kante in si mogel iti vsaki tiskati, natočiti nazaj. Recimo bi ful tako, da je nevarnost, ne, striktni tudi. Pa je pa še ta stvar, da smo imeli tajfun in smo imeli pol na koncu tekmo iz 2 dnevov na en dan predstavljen, ker pol naslednji dan je bilo tako dežja, da na srečo ni bil nek hud, da je bil ful pihalo. Ampak oni so prav mogli dobiti dovoljenje od ne vem kjerega ministra, da smo sploh še tisti dan lahko dirkali, pa takrat ga še ni bilo. Tako da imajo pač ful striktno stvari. Drugače je pa zelo čista država, kot tam, ko smo bili v Šanghaju. Tudi v mestu sva šla z očetom pogledati, takrat tam sva sama. Je bilo tudi ful lepo, tako da mogoče bi rekel sam, da je bilo dost boljši in lepši, kot sem si predstavljal. Kitajci so kar napredni. Je pa tudi zanimivo, ne, takole kot športnik vidiš še svet, ne, tako da to je sigurno ena pozitivna zadeva. Ne. Ja in ne. Takole, ko greš izven Evrope, imaš mogoče malo časa, ko pa si v Evropi, pa samo z avtodomom direkt do proge, pa nazaj. Tako da kar vidiš iz avtodoma, ne. Ni pa toliko časa ti, oziroma lahko bi si ga vzel, ampak pač imaš fokus na tekmo. Tudi pol hočeš čim prej domov prideti, pač moraš trenirati, oče ima službo. Tako da Kje pa oče dela? Na Petrolu je potnik. Super. Zdaj pa še za njo kakšno. Ne, jaz sem res. Ti se z kakšnim športom ukvarjaš ali kako? Poleg fitnessa, ki sta se spoznala? Ne več. Ne več, kaj pa si se? Kaj si kaj delal?
Jaz sem 9 let plesala jazz balet. Pol se je končno moja dolgoletna želja uresničila in mi je mami, ki smo se preselili tukaj v okolico Trebnjega, omogočila, da igram nogomet. Katera želja se je tudi kmalu nazaj razblinila, ja, ker je mami bilo strah, da bom ratala en fant. Tako da je tudi to bi pa rezultat tega, ja. Potem pa itak gimnazija, faks in treba razmišljati za prihodnost, a ne. Ker se jaz nisem odločila, da bo športno usmerjena. Je pa tudi pela drugačne, se ne zna samo pohvaliti, bom pa jaz malo. Tako da ja, je kar vsem bila aktivna. Študiraš pa politologijo, kaj to pomeni, da so s politiko ukvarjala? Tako. Se pravi, bo še enkrat predsednica vlade? Sem pa prvi mož. Boš tisto boniteto dobil? Super, super. Kar se bo zmenila. Ja, super, lej. Mlada sta, uživajta, boste videla. Vaj ne strašim, pa hitro bo to tako stara, kaj jaz pa bo te rekla, kaj je ta mladost, ne. Tako da uživajte, izkorista. Jaz vama želim vse najboljš. Te veliko uspehov, da se ti res uresniš, da si svetovni prvak. Te pa tudi vse najboljš, tako da ful vama hvala, ker ste se oglasila. Pa upam, da se še kje vidimo, ne. Ja, hvala enako. Dragi gledalci, vam pa tudi hvala, ker ste tole pogledali do konca. Napišite kakšen komentar, pa se vidimo pri naslednjem intervjuju.